Hitro vprašanje. Ja. Hitri odgovori. Bi morali biti. Vzem si hitri čas. časi so minili, ampak dajmo. Najljubša NBA tekma, ki si jo uživo videl. To je bila ta. Portland. Šesta tekma. Portland Lakers, 91, zahodne. So zmagali. Prav zaradi te poteze. Ja. Tako, ja, to je bilo to. Največji uspeh slovenskega športa, tako rečemo. Največji uspeh slovenskega športa, po tvoje. Največji uspeh slovenskega športa bom ocenil Pogačarja. Pogačar. Ja. Okay. Ocenil Pogačarja. Govoriva o Tour de France ali govoriva cel njegov ja, ker mislim, opus. Ta njegova dozdajšnja, pri tem, da je seveda še izjemno mlad. Zaradi tega, ker je to tudi, govorimo o športu, s katerim se ukvarja ogromno ljudi. Ne? In jih ogromno ljudi trenira po celem svetu, razširjen je po celem svetu. In to se mi zdi tako, na individualnem nivoju se mi to zdi tako. Drugač pa seveda slovenska košarka, škoda olimpijade seveda v Tokiu, ne, tiste Batuma v tisti zadnji sekundi, ker bi bili sicer v finalu, ne, ampak seveda evropsko prvenstvo. Tako da na ekipnem nivoju bi to postavil najvišjim. Okay. Kaj je največji what if košarke? What if? Misliš kot igralec ali kot... Ja, ali ne vem, neka tekma, ki se je drugače odvila kot zaradi ene poteze ali kaj tazga. Mislim, da je pa teh veliko. Ali pa recimo karijere, pa recimo prestopi take zadeve. Ne, veš, recimo, da se vrnemo na Dončića. Ja. Da se vrnemo na Dončića. Zdaj sem malo to bolj sledil, kako se je to odvijalo, in tle se mi je zdelo, da je bil najbolj primeren, kaj če Dončića ne bi zamenjali, ne? Kaj bi se z Dallasom dogajalo. In tle se mi je zdelo, ker seveda bilo je ogromen kritik, bilo je ogromen ljudi praktično na ulicah, ne, kar redko vidiš, kar je velik poklon njegovi pripadnosti. Ampak zdi se mi, da tle je bil najboljši odgovor, za kjer ga bomo zvedeli šele mogoče čez 5 let ali pa čez 10 let, ne? Če je to dejansko bil razlog, da bojo pač na novo zgradili ekipo, ki ne bo zgrajena okrog Dončića. Ampak mi je pa odgovor, ker je bilo toliko teh kritik na ta račun, pa razprav na ta račun, Charlesa Barkleyja pravzaprav bil najbolj blizu, ki je rekel, samo Dallas ve, zakaj se je tako odločil. Mi vsi ostali lahko špekuliramo, ampak samo oni vejo, zakaj so se tako odločili in zakaj so Luko zamenjali. In mislim, da je to daleč najbolj res od vseh špekulacij. Prav ali narobe, ali kakorkoli pač sprejet, ampak what if Luka had stayed in Dallas? We will never know. Ja, recimo, ena taka moja zanimiva je, what if, kaj bi bilo, če bi Shaq ostal v Orlandu? Da ne bi šel v Lakers. Ja. Kako bi to vplivalo na Jordanov legacy? A bi bili 3 naslovi zapored še zmeraj? Tako se mi zdi en tak. Ja, tam je bila kombinacija z Bryantom, je bila, ona dva sta bila pač tista, ki sta mogla tudi te svoje razlike dati na stran, ker se nekako nista najbolj poklapala. In se spomnim, ker je Kobe Bryant je z očetom živel v Italiji, nekaj časa, mislim, da je on bil v vojski tle v eni od teh baz in tam je začel tudi košarko igrati in Kobe je znal tudi italijansk. In je pol rekel na koncu, ko so prvič
osvojili, ne, pa so rekli, kako sta to zdaj, ne, dala te razlike, kako sta jih premostila, ne, in sta bila tako objeta in je Kobe rekel, no, tako objeta in je Kobe rekel, la unica cosa importante è vincere. To se pravi, edina važna stvar je zmaga. To se pravi, pustimo vse te najne razlike, važno je, da smo zmagali. To je what if, ne, on bi pol ostal, je bil Pat Riley takrat že trener, oziroma general manager, ki je Shaq prišel v Miami. Mislim, da ne. To je pa bil, pa je pol postal spet trener. A ja, tudi pri Miami. Ko so spet zmagali z Shaqom, 2-6, je Riley, ne vem, je bilo sred sezone, Stana Van Gandija pospravil. Ja. Bravo. Čas za šefa, da pride nazaj za volan. S frizurco. Ja, on je bil tudi model, ja. No, evo, še zadnjo košarkarsko vprašanje, ali bo Dončić zdaj krsil svoj naslov? Kaj misliš? Jaz mislim, da so te ekipe toliko izkušene, toliko močne, imajo tako tradicijo in management oziroma vse to ekipo okrog, da najdejo pot do zmage. Ne. Zdaj, ali jo bojo zaradi Dončića, ampak sigurno pa tudi z Dončićem. Jaz sem prepričan, da bojo najdel ekipo, formulacijo, ki bo funkcionirala in ki bo dobila, tako da bo Luka prišel do svojega vsaj enega prstana. Kje pa misliš, da bo Luka, ki je končal kariero na tem seznamu največjih? Jaz tako, kot sem prej načel, ne, če bo on še tist korak naredil, mislim, da je leto že, kar je prišel k Lakersom, naredil en velik korak prav pod okriljem LeBrona. Bistveno manj je pritoževanja, vlaganja v energijo v to, da se pogovarjajo sodniki. Ne, to se mi zdi, da je bilo opazno in da svojo energijo usmerja v tisto, kar je pomemben na igrišče. Medtem ko mislim, da je tle še ta prostor za napredek, ampak seveda, najprej se mora ekipa sestaviti, ker zdaj ta formulacija, ki je bila zdaj z LeBronom pa z njim, je seveda je težka matematika, ker imaš LeBrona in enega, ki sta isti karakter igralca, ne, dajmo reči. Isti tip igralca. Tako, ne. In je med dva to razdeliti, ne, je podoben, kot da bi imel dva Michaela Jordana, recimo, ne, v eni ekipi, kar je pol malo. Je fajn, če je en rezerva, ampak tle je težko, ne, da sta drugmu rezerva. Tako da tle, ko se bo to izkristalizirali, mislim, da imajo Lakersi zelo, zelo velik, bojo najdel pot. No. Šampioni vedno najdejo pot. To je zelo zanimivo, recimo. Ne. Slabo, dober, kukorkoli, ampak šampioni najdejo pot na vrh in zato so šampioni. In še zadnje vprašanje, Jure. Sanski produkcijski projekt Jureta Frankota. Ja, Sanski je zdaj tako, ni več Sanski, ki je to že 10 let laufa, je siguren Mamma Mia so si vedno želela s Simono delati, ampak hvala Bogu, da ni bil to najin prvi projekt, da sva prej pridobila izkušnje skozi druge muzikle, drugač pa v samih muziklih je ostalo nekaj, ki bi jih želel delati, ampak jih enostavno kot v privatni produkciji ni možno delati. Ko producentov nisem uspel prepričati, ampak je kar nekaj takih muziklov, ki bi jih rad delal. Eden je z naslovom Producenti. Okay. Ja, Mela Brooksa, ne, ki je odštekan totalno. Se spomnim filma. Ja, no in to je tudi en tak, ki sem ga v Londonu videl, pa mi je bil zelo, zelo všeč. Drugač pa tako, en tak bolj se mi zdi, da bi bil lahko zelo, da bi imel velik potencial, en tak vse slovanski, ne jugoslovanski, ampak tak slovanski musical kot protiutež tem zahodnjaškim musicalom, ker imamo na tem področju, tle govorim vključno seveda čist slovanstvo kot ne, slovanski narod,
Mislim, da je toliko ogromno enega kulturnega izročila, toliko ogromno ene odlične muzike, toliko izvajalcev, recimo, ne, da tudi, če bi to morali na koncu poangležiti, oziroma da bi morali prevesti, mislim, da je en tak, ampak to je seveda tako sanski projekt, tako kot smo rekli. Točno to je. Točno to.